Pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Teden je naokrog in seveda z nami je nov gost. In glede na to, da se približuje 1. maj in mnogi dogodki, ki nas torej čakajo na te praznične dneve, pa se bomo lahko odpravili tudi na Grabe, natančneje v občino Središče ob Dravi, ki tudi sicer praznuje svoj 69. občinski praznik. Kot verjetno veste, 21 prireditev so pripravili za svoj občinski praznik in med temi je tudi srečanje konjenikov in kočijažev na Grabah. Tudi zato ste verjetno že slišali in dogajalo se bo ravno na 1. maj, zato se nam zdi to zelo pomembno. In z nami je danes Miha Sok, ki je predsednik Konjeniškega društva Središče ob Dravi. Kot ste omenila, je praznik 1. maj res praznik in tudi praznik za nas, konjare, se pravi, prirejamo 9. mednarodno srečanje kočij in kočijažev in konjenikov na Grabah v občini Središče ob Dravi. No, 9. to takšno srečanje je že kar lepa številka, ne? To pomeni, da ste si nazbrali izkušenj in tudi razvedelo se je najbrž, ne, za to vašo prireditev. Tako je, nabrali smo si izkušenj, razvedelo se je za našo prireditev in če nam vreme ne bi ponagajalo, bi letos bilo že 11. mednarodno srečanje kočij, kočijažev in konjenikov. Aha, to pomeni, da 2krat vmes je bil deževen dan, ne? 2krat smo predstavljali, enkrat zaradi korone odpadlo, enkrat smo pa predstavljali zaradi vremena, kajti mi smo na prostem, smo tako čisto po domače povedano na travniku in če tebi 2-3 dni gre dež, ti gor na razmočen teren z konje ne moreš. Seveda, predvsem pa na manežo, ne? Maneža se reče. Maneža se reče, maneža še ni taki problem, kajti imamo zelo dobro narejeno, zelo kvalitetno manežo po vseh pravilih in predpisih, ampak maneža je za konjenike oziroma za jahače dovolj velik prostor, za tekmovalce kočij in kočijaže pa to ne pride v poštev, je premalo. No, vse to se bo dogajalo na Grabah, tako da recimo pojasnimo vsem tistim, ki morda ne hodijo toliko v to smer. To je torej ob glavni cesti Ormož-Središče ob Dravi, na desni strani z glavne ceste se že vse lepo vidi, ne? Tako je, z glavne ceste, se pravi, ko se pripeljete mimo naše znane pivovarne Skoliber, na desni strani 150 metrov naprej vidite manežo, spodaj bo lično pripravljen prireditveni prostor, imeli bomo tudi postavljeni šotor, pa ne zaradi dežja, ampak zaradi sence, tako da ne morete zgrešiti. Vse se bo odvijalo na desni strani glavne ceste Središče oziroma Ormož-Središče. Od parkirnih prostorov do prireditvenega prostora vse imamo zorganizirano na desni strani. No, v vsakem primeru je ena takšna prireditev, sama organizacija že velik zalogaj, ne, za vaše društvo. Ste sami pri organizaciji ali še kdo z vami sodeluje? Zaenkrat organiziramo to našo tradicionalno prireditev sami neumorni člani Konjeniškega društva Središče ob Dravi, za kar se jim prav posebej zahvaljujem, kajti vem, da sem dostikrat tečen, ko jih kličem, ampak nikoli ne dobim odgovora ne. Vsi člani, ki sodelujejo, ki so člani Konjeniškega društva, tudi če imajo svoje delo, tudi ko se kličemo, ko se pokličemo, svoje delo odložijo, kajti vemo, to ni mala stvar, mi že delamo 14 dni, pripravljamo in zdaj zadnje 3-4 dni bomo mogli stopiti še bolj skupaj, nikoli ne dobim odgovora ne. Vsi člani z veseljem priskočijo na pomoč, kajti zavedamo se, če smo člani enega društva, smo začeli z eno veliko prireditvijo in upamo, da bomo peljali to prireditev naprej z skupnimi močmi. Koliko vas je članov trenutno v vašem društvu? Trenutno nas je nekaj čez 60. Se pravi, to so cele družine, najbrž, ne? Ja, je kar nekaj celih družin, se pravi, so pa tudi posamezniki od otrok do upokojencev. No, če bi tako, ste pravzaprav sešteli vse te konje, koliko jih je.
Koliko jih lastniki skupaj imate, no? Ja, če bi sešteli vse te konje, bi bila kar lepa številka. Moram reči, da se temu nismo nikoli posvečali, kajti člani konjeniškega društva so tudi tisti, ki nimajo teh plemenitih živali, delajo, ukvarjajo se z tistimi, katere imamo na voljo, kajti člani tudi svoje konje dajo drugim, da lahko uživajo in delajo z njimi. No, seveda o sami prireditvi bova še povedala kasneje, sedaj pa morda vmes tako mimo grede še nekaj vprašanj. In recimo, kdaj pa ste vi torej vzljubili, vi osebno konje? Verjetno je to ljubezen, ki se ne da opisati. To je vsekakor ljubezen, ki se ne da opisati. Jaz se spomnim kot otrok, sem zmeraj opazoval enega gospoda iz Usluševec, ki je tedensko dvakrat, trikrat šel z eno črno kobilo mimo naše hiše. Če je le bila priložnost, bom rekel tako, sem skočil zadnji na repico, da sem se peljal z njim do kmetijske zadruge v Podgorcih, pa pol spet nazaj. In pol ti to nekako prirase iz leta v leto. In pol, ko sem prišel na Grabe, smo z partnerko prišla do zaključka, da nabavimo konja in smo res nabavili nekaj, mogoče več kot 25 let nazaj, prvo našo kobilo, ki je bila lipicanka. Posebnost te kobile je bila pa še to, da je bila črna, kajti lipicanci vsi jih poznamo kot bele konje, zelo redke so pa črne. Midva smo imela to srečo takrat, da smo kupila črno lipicanko. No in kako se je potem zadeva razvijala? Potem se je pa zadeva razvijala tako, da bi pa mogoče mi imeli mladička. In potem po določenem času pride mladič od te kobile, seveda, ker je to bil prvi mladič, mi tega mladička ne bomo prodali, imeli ga bomo doma in potem še enega in potem smo nekje 2-3 konje imeli zmeraj pri hiši. No, ob rojstvu hčerke pol, seveda, ko je hčerka odraščala, je prišla nekako ljubezen do hčerka, še posebej hčerka do kasaških konj, se je povezala z družino Plohl iz Miklavža, se pravi s pokojnim Vladom Plohlom, je začela tudi trenirati in voziti kasaške dirke. Seveda, te se je pa število začelo povečevati, te je pa to bilo čisto drugače, ne. Zdaj smo že bila pa 2 v štale, te bi pa še to bijata, pa mogoče bi to, in tako se je pol tudi ustanovilo konjeniško društvo Središče ob Dravi na podbudo drugih članov in sedaj smo tu, kje smo. No, koliko pa je konjev sedaj doma? Doma je trenutno 14 konj. Tišina. Ja, res Kajti številka je frapantna, ne? Kaj pa infrastruktura za vse te konje, recimo štale, no, kot rečemo? Ja, štale so, ampak mi prakticiramo naše konje, da so večinoma zunaj na izpustih. Kajti vsi vemo, da je konj mu najbolj odgovarja, če je zunaj na izpustu, kajti zanimivost, bolj je mrzlo, bolj gre dež, bolj konj sili ven in pri nas imajo to možnost, da so večinoma časa zunaj. No, saj to je tisto verjetno, kar najbolj paše, ne, tem našim torej ljubljencem. Našim 4-nožnim ljubljencem, tako. Ja. No, kot sem rekla, je to svojevrstna ljubezen, verjetno. No, kako recimo poteka vaš dan? To še je bolj zanimivo. Ker vse te živali treba nahraniti, napojiti. Moj dan recimo je tako, ne, 5 pa 20 bodilka, se pravi urejanje, po domače povedano, štale, pregled konj, ki so zunaj, če je zunaj vse v redu, tuširanje in služba. Ko pridemo iz službe, oziroma hčerka, ko je prišla iz šole, smo se pa dalje posvečali konjem, kajti vjutro je bilo to bolj na benzino, popoldne se pa to traja. In tudi vsak večer se je pripravilo obroke za vjutro. Tako da med vikendi pa je večinoma delo s konji, se pravi, ogromno hodijo otroci jahat, tu se ukvarja hčerka z jahanjem, pa tudi drugi člani ji pomagajo. Mi moški, bom rekel tako, pa tudi kakšna ženska, pa imamo veselje, pa tudi kakega konja naučimo voziti kočijo, ali se pa vozimo s kočijo, kajti v občini Središče ob Dravi idealni pogoji za jahanje in za vožnjo s kočijo. No, 14 konjev, kot pravite, to je kar potrebna verjetno ekipa, ne, da se to skrbi zanje. No, kdo vam pravzaprav pomaga? Ja, pomagata obedve, tako soproga kot hčerka, zdaj se pa pridruži tudi že zet. A tako da vas je torej 8 rok, ne? Lahko bi rekli temu, tako je.
No, kot ste povedali, so večina zunaj vaši konji, to pomeni, da se tudi pasejo, ne? Verjetno imajo tudi torej, pri nogah, no, da ne bom rekla pri roki vodo, ne? To je treba vse poskrbeti, vse pripraviti, torej, da lahko normalno funkcionira. Tako je. Konji imajo na razpolago bale, se pravi, zmeraj sta v izpustu 2-3 bale, imajo tudi napeljano vodo, tako da tu ni nobenega problema. Imamo pa še to srečo, da imamo tudi še nekaj dreves v sadovnjaku in so tudi v senci, če želijo. Za kakšne sorte, pasme, no, konjev pa gre? Ja, tu pri nas zdaj trenutno je največ mešan, se pravi mešancev, tako po domače. So tudi kasači pri hiši še, čeprav hčerka ne vozi več dirk, in pa imamo tudi ponije, se pravi od 1,10 m do 1,30 m imamo tudi te velikosti. Ponijev, to smo predvsem mislili zaradi otrok, smo nabavili te ponije, ampak, kaj je najbolj zanimivo, ne, večji konje rajši gre otrok na njega, ne. Ko recimo imamo v družbi na maneži spodaj v krogu 3-4 konje in imamo 3 večje, pa enega manjšega, bom rekel tako, da tisti manjši najbolj uživa, ker ga vsi pustijo pri miru. Vsi rajši grejo na večjega. Na pravega, ne? Tako. So večji kavboji. Tako. No, veliko date tudi, oziroma ponujate tudi možnost jahanja, torej lahko se k vam pride, torej pogledate konje, no kako v tej smeri delujete? V tej smeri je zadeva taka, da v sklopu konjeniškega društva imamo možnost, da pridete konje pogledati, konje čistiti, konje tudi lahko zajašete, če se bojite jahanja, imate željo, da ga samo, bom rekel po domače, ženete na štrike, ga ženete oziroma na povodce, ga po maneži lahko ženete. Imamo tudi možnost vožnje s kočijo, tako da nikoli ne rečemo nobenemu ne, ki ima kakokoli željo sodelovanja s konjem. No, kdo pa so običajno vaši obiskovalci, torej kdo pride na vaše dvorišče? V prvi vrsti so to vsekakor otroci. Ne, se veste, kako otroci so tisti, ki mamo pa ata pripeljata. In kaj bo otrok rekel, danes žal tak je, bo se to naredilo. Ne. Po drugi strani so starši veseli, da imajo otroci zanimanje, da jih vsaj malo dobijo od telefonov pa od teh tablic. Drugače pa se tudi zgodi, da se kdo stavi, vpraša, tudi kaki tujec, če smo doma, kdorkoli z veseljem mu pokažemo. Recimo, ko imamo društvo, kak je dogodek, dole na naši društvenem prostoru, na maneže, se dostikrat zgodi, da se kdo stave, recimo, in smo imeli eno prireditev v sklopu občine, ko smo ta božični bazar prirejali, so se peljali mimo družina 4 Avstrijcev, je otrok videl skozi okno konje, nekaj se je dogajalo, so se mogli v Obrežju obrniti, so se pri cerkvi sparkirali, je bilo zanimivo, to smo pol zvedli, so se preoblekli, preobuli, ker so se vračali iz dopusta, so imeli vse te stvari s sabo, cote, in oni so prišli vprašati, če se nam lahko pridružijo. Ne, se pravi, glavna cesta dela tudi svoje. Seveda, in so se pridružili. In so se nam pridružili, seveda, vsekakor. Veliko pa torej vaše društvo tudi ponuja ravno mladim, ne? Kot pravite, otroci so tisti, ki so nekako prvi korak, ne, do vaših konjev. Veliko delate, tudi smo spremljali te razne vaše dejavnosti, šolami, tabore ste imeli, ne? To je kar velika zadeva za vaše društvo. Bom rekel, ja, res je velika zadeva, ampak ko sem že na samem začetku povedal, našim članom nikoli ni težko, ko slišijo, ko jih pokličem, ko rabim njihovo pomoč, se združimo in sodelujemo. Kot ste pa že omenili, smo pa v sodelovanju z osnovnimi šolami, organiziramo ta naš konjeniški tabor, ki je kar zelo dobro obiskan. Delamo razne delavnice, organiziramo tudi rojstnodnevne zabave, kot smo pa prej omenila. Te šole, moram pa tu povedati, da smo z Zavodom Škatlica sodelovali v enem projektu, v katerem smo tudi finančno bili dokaj uspešni. Smo si kar dosti opreme nabavili, se pravi od opreme za konje do opreme za društvo, raznih miz, klopi,
pol tudi sedla, uzde in te zadeve. Tudi člane smo oblekli v te lepe majice, ki jo danes vidite na mene. Sodelujemo pa z tako osnovno šolo Ormož kot s posebno šolo Stanka Vraza. Tu še smo bili posebej ponosni, da smo lahko bili del te zgodbe, da so prišli ti otroci med nas, kar se jim danes še enkrat iskreno zahvaljujem, kajti oni so uživali, mi smo še bolj uživali z njimi. To je bilo poseben dan za nas. Sodelujemo tudi z osnovno šolo Središče ob Dravi in pa z vrtcem na Vihanček, ki smo pripravili še posebej za vrtec na Vihanček, smo že pripravili 2 popoldnevi druženja z njime. No, veliko je tega, vedno se kaj dogaja, vsaj kolikor je nam znano, dejansko teh nekih dejavnosti ne zmanjka, tako da se dejansko trudite, ne? Kako pa se društvo financira? Je to članarina, verjetno tudi kakšna dotacija z občine? Računate recimo te vašim obiskovalcem? Ja, tako je zadeva. Ja. V prvi vrsti nas financira občina z dotacijo, ki jo dobimo. V drugi vrsti je članarina, ki je minimalna, toliko, ker jaz sem zmeraj mnenja, ne morem zdaj s tebi nekaj vzeti, plus tega, da še mi ogromno svojega prostega časa vložimo, ampak ker imamo statut tako napisane, pač imamo tudi minimalno članarino. To je druga stvar. Prijavljamo se na razne projekte, do sedaj uspešne, vsekakor hvala tistim, ki so tu pripravljali te projekte. Drugače pa rojstnodnevne zabave in pa te tabore, pa to kasiramo minimalne stroške, toliko da pokrijemo stroške, ki nastanejo, oziroma bom rekel, da so to dotacije, ki nam jih dajo zadovoljni uporabniki. Ja, gre za to, da je te otroke na taboru treba hraniti, ne, da treba marsikaj, ne, pač za eno tako dobro počutje na taboru. Ja, otroku moraš dati maksimum, če hočeš, da bo zadovoljen in da se razve, da se dobra beseda sliši v društvu in da naslednje leto pride. To nam je do zdaj zmeraj dobro uspevalo, z pomočjo raznih gostincev in pa drugih donacij. No, kako pa delujete z zavodom Škatlica? Ste konkurenca ali sodelujete? No, mimogrede, ne, da poveva, v katerem kraju je Škatlica? Škatlica je v občini Sveti Tomaž na Seniku. Vsekakor nismo konkurenca, ampak smo dobri konjeniški prijatelji. No, ravno en projekt, ne, smo tudi bili zraven, ko ste predstavljali. Iz tega projekta torej ste dobili denar za opremo. Tako je. Ta projekt, ki smo imeli tiskovno konferenco takrat na Seniku, je bil speljan s pomočjo Škatlice, oziroma ona je bila vodilni partner, mi smo bili pa sodelujoči. Z njimi smo sodelovali, z njimi smo uspešno zaključili ta projekt in že snujemo nove. Verjetno ne bo nič narobe, ampak vseeno, na kakšen način sodelujete? Torej, se obiskujete, si pomagate s konji, z izkušnjami? Vsekakor je punca prišla iz Ljubljane, rabi določene izkušnje. Mi izkušeni imamo več kot dovolj, mi imamo izkušenih in, bom rekel, pridnih delovnih konj tudi dovolj in si zmeraj pomagamo. Ona rabi kakšno našo pomoč, mi rabimo njeno pomoč, se pravi, ona rabi kakšnega konja za jahanje, mi rabimo kakšno strokovno pomoč, tu se pomoč zmeraj izmenjuje. Kaj pa strokovnost teh vaših mentorjev v društvu? Na kakšen način, na temelju svojih izkušenj torej poučujete mlade, oziroma vse tiste, ki se še učijo jahati in o konjih? Ne, v prvi vrsti je to temelj njihovih izkušenj oziroma naših izkušenj, v drugi vrsti sodelujemo pa tako, da se tudi naši člani izobražujejo, naredijo tečaje jahač 1, jahač 2, imamo tudi nekaj inštruktorjev jahanja v društvu, tako da prek Konjeniške zveze se naši člani tudi v naši organizaciji izobražujejo. Sedaj je bil tudi en projekt z Ljudsko univerzo Ormož, je bila gospa Nastja in smo imeli tudi, mislim, da ne me držati za besedo, ampak mislim, da 3 predavanja na temo delovanja o zdravju in prehrani konj.
Koliko pa je takšnih ljudi, recimo tot okrog, ki še imajo doma konje? Včasih je to bil prestiž, ne, če si imel konja. Vi se verjetno tega ne spomnite, ampak nekateri pa se, ne? Tako, nekateri se spomnijo. Vsi vemo, da je bil konj tisti, ki je imel pred 50 ali pa mogoče več leti konja, bi naj bil gospod. Danes je to drugače. Ti konji so, bom rekel, jih je v tem našem delu kar zelo veliko, ne. Se je kar, bom tako po domače rekel, razpaslo. Ampak nažalost, ne, konj ni avto, ne. Konj rabi človeka vsak dan. Avto ti daš ključ, se pelješ, vzameš ključ, ven, pa avto pustiš, pa če bo avto stal teja, ni bo stal teja, ni. Pri konju pa je drugače, ne. Konj pa rabi sodelovanje vsak dan. Rabi družbo, ne, človeško najbrž, ne? Tako, tudi človeško družbo rabe. Pri nas recimo je radio vsak 24 ur. Aha, tako da imajo torej. Imajo, če ni nas, imajo, bom rekel tako, muziko po domače. Da jim nekdo govori, ne? No, pravzaprav pa ni malo ljudi, ne, ki imajo po štalah radio, ne? Ravno iz tega razloga, ne? Ravno iz tega razloga, to je prva stvar. Druga stvar pa je tudi, ko mi gremo kam na kakšne manifestacije, na kakšne srečanja, vse povsod so ti zvočniki, je muzika. In zdaj, če konj tega ne pozna, imaš probleme. Tudi pustne povorke, vsi vemo, kako je to bilo pred leti, ko še nismo bili tako vpeljani, nismo vedeli, kaj za naj, konj skače. Seveda, zakaj skače? Bolje šel proti muziki, proti zvočniku, večji problem je bil. Ne? Aha, tako da se doma ugotoviš, s čim in kako na lep, eleganten način, miren način ti lahko te zadeve urediš. No, povedali ste, da je v vaši štali 14 konj, ne? Imate kakšnega posebnega ljubljenčka? Ja, pri nas doma, v naši štale, je kobila Kofe, je francoski kasač, ki je najboljši dirkalni konj na kilometrski čas. V Sloveniji tudi danes, pa čeprav ne tekmuje že mogoče 10 let, kobila je bila namenjena za klavnico, kajti vsi vemo ti, ki se profesionalno ukvarjajo s tem, ko konj več ne prinaša njim dobička, konj več ni zanimiv. Mi smo imeli možnost s pomočjo ormoškega veterinarja, gospoda Šumaka, smo izvedli za to kobilo, mi smo to kobilo vzeli, kobila je prišla k nam, je bila še seveda vsa natempirana na tekmovanje in tako, ampak s časoma smo jo umirili, predvsem hčerka se z njo ukvarjala in danes ta kobila kljub svojim letom pridno in vestno nosi otroke na svojem hrbtu. In pa tudi še včasih jo mi zaprežemo, damo kakega mladega konja zraven in jo učimo voziti mlade konje z njim. Tako da ona je pri nas trenutno številka 1. Starosta torej. Starosta številka 1. No, koliko pa je stara? Nekaj čez 20. Kakšno starost pa doživi konj? Čisto odvisno od konj. Vem tudi za primer, ko je konj star 36 let, pa še živi. No, kako pa se recimo življenje konča? Kar zaspijo ali je treba dokaj pomagati? Bom povedal svojo izkušnjo. Pred 2 leti nazaj smo imeli enega konja v hlevu, ki je imel eno notranjo bolezen, ki nismo vedeli za njo, pa tudi ta bolezen se ni dala ugotoviti, ker je ena izmed redkih in konj je vidno hujšal. Pa je prišel čas, ko je spet normalno jedel, pa spet ni normalno jedel in eno jutro jaz pridem v štalo, konj leži, pa ga jaz pogledam, pa pravim, Tilko, kaj je s tabo? Tilko me je bilo ime, bil je pasme frizijec, čistokrvni frizijec, je dvignil glavo, me pogledal, glavo dal dol, zaprl oči in zaspal. Pozdravil vas torej. Me je počakal do jutra, da se je poslovil. Tako da v večini primerih zaspijo. Pritečejo solze? Ja, seveda pritečejo, kako ne. No, ta Kofi, torej, smo jo že kar veliko slišali, ne, o tej vaši kobili. Ona pa torej je še, ima energije. Kofi ima energije, nenormalno, ampak je mi ne preobremenjujemo preveč. Mi ji damo tisto delo primerno njenim letom. No, sedaj pa torej preidiva na ta konkreten dogodek, ki se bo dogajal torej 1. maja na Grabah. Ob 10. se vse skupaj začne. Kaj bo torej vse v ponudbi? Tako, rekli smo letos 1. maj naredimo v občini Središče ob Dravi na Grabah. Mi smo imeli, kot smo že na začetku povedala, za te naše prireditve v koncu avgusta jesenski termin, vendar nam je
nažalost zdaj vreme zagodlo in mi na razmočenem terenu ne moremo delati. In smo zmeraj pa tudi za 1. maj šli na Hrvaško. Tu v sosednji občini Čakovec je bilo druženje konjara in smo prišli vsi skupaj in se je vedlo, mi društva imamo, bom rekel tako, društva imamo razdeljene datume, kdaj ima kdaj svoje srečanje, da ne skačemo eden drugemu v datum. Sicer v Sloveniji tega ni toliko, v Hrvaškem je pa to kar že tradicija in smo vsako leto za 1. maj šli peš lepo vjutro, godba je igrala po središču proti Ormožu, mi pa v smeri Čakovca na to mednarodno druženje in ker se mi, predsedniki društev z tega konca, z hrvaškega področja pa z našega, dobimo vsako leto in nekako skladimo datume, ker nima smisla, da se skačemo eden drugemu v datum, smo se dobili in ko so ti međimurski konjari povedali, da društvo iz določenih razlogov zapirajo, je meni takoj ideja padla, kaj pa če mi vzamemo ta datum, ki je zdaj proste. Vsekakor moja odločitev ni sama, mi imamo v društvu upravni odbor, ki odločitve sprejemamo skupaj. Se pokličemo, če se ne dobimo, se pokličemo po telefonu oziroma ta Facebook danes dela vse in se dogovorimo tako, da skupno sprejmemo odločitev in odločitev je padla 1. maj, mednarodno srečanje kočij, konjenikov in jahačev na Grabah 2025. Koga torej pričakujete? Seveda iz Hrvaške? Ja, potrjena je udeležba iz Avstrije, Hrvaške, dogovor je tudi Madžarska, še se dogovarjamo in pa seveda ogromno konjenikov iz celotne Slovenije. No, kaj se pa bo vse dogajalo? Torej najprej, kar se tiče konj. Bodo obiskovalci imeli možnost jahanja najbrž in tekmovanja, ne? Tako je. Prireditev se začne, mi konjari pač zmeraj damo uro in ta ura, prvi 2 uri sta namenjeni zbiranju konjarja. Se pravi, tudi vsi ostali ste dobrodošli, ne narobe razumeti, ampak mi konjarji imamo uro, ob 10. se začne zbiranje, ob 12. bomo naredili mini povorko po našem prireditvenem prostoru, da se vidi vse, kako in kaj izgleda, kajti ko mi pridemo, še je to vse na mesti, bom rekel tako, olipicanjeno, tako mora biti. In bodo imeli obiskovalci možnost to videti, bomo naredili 2 kroga po našem prireditvenem prostoru, tudi godba središče Napihala nam bo zaigrala in potem se bodo tam nekje okrog 12:30, 13. ure začele tekmovanja. Začeli bomo z tekmovanjem enovprek, tekmovanje dvovprek. Posebnost letošnjega srečanja kočij in kočijažev konjenikov v središču ob Dravi je pa sodelovanje z Kasaškim klubom Ljutomer. Tudi njih smo povabili medse, kajti se nam zdi prav, da predstavimo tudi njih, kajti oni se trudijo, tudi delajo, da dobijo mogoče ljudje vpogled tudi v kasaške dirke, ampak pod kasaške dirke, bom rekel, pod našimi pogoji. Vsi vemo, hipodrom Ljutomer je okrogel, 2 kroga, 3 kroga narediš, konja staviš, pa je to. Mi smo jih povabili medse, pri nas bodo tekmovali pod našimi pogoji, med ovirami, kar so seveda tudi z velikim izzivom in veseljem to oni sprejeli, tako da tudi Kasaški klub Ljutomer z nami. Pripravili smo tudi eno tekmo samo, kajti vemo, v Sloveniji je številka 1 konj lipicanec, samo za konje lipicance. Se pravi, v tej tekmi bodo sodelovali samo konje lipicanci, ki imajo rodovnik. Ne bom rekel papirjev, ampak rodovnik. Se pravi, tudi to smo pripravili. Ko se zaključijo tekme kočij in teh kasačev, bodo pa na vrsti jahači. No in kdo bo povezoval? Običajno imate strokovnjaka za vodenje te prireditve? Ja, vsekakor se nam zdi zelo pomembno, da to speljemo na nekem nivoju. In od našega prvega srečanja pa vse do danes imamo med nami, bom tako rekel, postavljalca proge in pa glavnega sodnika, predsednika rejcev lipicancev Slovenije, gospoda Sandija Ozmec, na kar smo zelo ponosni, da nam je to uspelo pripeljati v središče ob Dravi, na Grabe, in pa da sodelujemo že od vsega začetka, tako da, Sandi, hvala lepa za tvoje potrpljenje z nami. Ja, točno. No, v glavnem, to je to. Kar se tiče spremljevalnega programa, tudi za podzob bo nekaj, ne?
Spremljevalni program pa tudi, bom rekel, je letos, glede na to, da je to 1. maj, da predvidevamo, da so ljudje doma, da bodo imeli možnost, bom rekel, na širšem področju, ne samo občine Središče ob Dravi, tudi vseh ostalih občin v bližini, da bodo imeli možnost, da ne bodo rekli, da nimajo kam iti, bodo sedaj imeli možnost iti na Grabe v občino Središče ob Dravi, kajti spomnimo se nazaj, 1. maj na Jeruzalemu je bil nekoč bomba, žal tega danes ni več in mi bomo probali pričarati delček tega na Grabah, se pravi, imeli bomo v prvi vrsti za naše otroke ponudbo, napehljiva igrala, odličen točeni sladoled, domačinke, bomitele, moram reči, da sodelujemo samo z lokalnimi ponudniki. Tudi to se mi zdi zelo pomembno, da se ljudje v domačem kraju predstavijo in da se domači ljudje med sabo povežemo in spoznamo. Se pravi, kot sem rekel, napehljiva igrala z animatorko in maskoto kasaškega kluba Ljutomer, konjom Tinkotom in pa animatorkami. To bo sodelovalo za naše najmlajše. Za naše vse, bom rekel, tiste ostale goste, obiskovalce, malo starejše, polnoletne, bomo pa letos pripravili tudi eno novost, ki je, upam si trditi, da še v Središču ni bilo, to je pa Volj na žaru. Tudi to, to je nekaj ne samo za pojest, ampak to bo tudi nekaj za pogledati. Zraven bo tudi ostala ponudba hrane domačina mesarja Mančija, mesnice Manči iz Ormoža. Seveda, ker smo na Grabah, Grabe so sedaj že dobro poznane ne samo po konjeniškem društvu Središče ob Dravi, ampak na novo postavljeni, lepo urejeni in odlični pivovarni Skoliber, tudi z njim sodelujemo. Z nami bo pol tudi, kot sem rekel, Središka godba pride, pa ostala gostinska ponudba, ki jo bomo pripravili člani konjeniškega društva Središče ob Dravi. To pomeni, da bo veselica, prava prvomajska veselica. Na glasbo ste pozabili? Glasba žal v tem primeru živa ne bo, kajti... Zaradi konj ne boš, ne? V prvi vrsti ne zaradi konj, ampak zaradi papirologije. Aha, to pa je... Tu je pol drugi zalogaj, so tu pol tudi druga finančna sredstva povezana, ampak mi od vsega začetka delamo brez glasbe, žive, bom rekel, ne, žive, mehanska bo, imamo, ker tudi ozvočenje rabimo zaradi naših tekmovalcev in vsega tega, tako da imamo odličnega DJ-ja, tako da tu bomo popestrili s tem. Vsekakor pa nam bo kakšna skladba dobrodošla, kajti to je 1. maj, tu brez pihalne godbe ne gre in hvala našim godbenikom Središča, da so se odzvali. Vem, da bodo imeli naporen dan, kajti začnejo že jutro po 5. uri, ampak ko smo se pogovarjali s fante, kojare sodelovali bomo, to ni problema nobenega. No, to pomeni v glavnem nekomu, ki se bo odločil na tak način preživeti prvomajski dan, ne, bo vse na razpolago. Tudi za pojesti, za popiti, tako da lahko mirno preživimo cel dan na Grabah. Čisto brez skrbi lahko preživite na Grabah dan druženja z svojimi prijatelji, z nami, z konjarji. Upam si trditi, da če bo lepo vreme, smo zmagali. Vodimo 2:0 in kot sem že prej omenil, ne, vsi tisti, ki nimate kam, ki si mislite, da se nikjer nič ne dogaja, gledajte, središki konjarji smo riskirali svoj čas in pripravljamo eno odlično prireditev, ne samo za občane Središča ob Dravi, ampak tudi iz okolice. Kajti sedaj, ko so te medmrežja zunaj, si moram reči, da sem prav presenečen, odkot vse nas ljudje kontaktirajo, kajti ko ti za eno obmejno občino Središča ob Dravi dobiš en klic z Grosuplja ali pa z Ljubljane, pa ko mu razložiš, kako to poteka, ne, kar je pa najbolj pomembno, ne, mi konjarje imamo na prireditvi, nimamo nobenega stroška, razen ta strošek, da pridemo, pa te pol še 3-krat vpraša, ja, koliko pa bom mogel plačati, ne. Ljudje so začudeni, kajti izgleda, da to drugod po Sloveniji, če se že dogaja, masno kasirajo, kako ne vem, ampak mi imamo pač tako navado, da v znak zahvalnosti tem ljubiteljem konj, ki se pripeljajo, pokažejo svoje lepote, jih nekako počastimo.
A celo s hrano torej? S hrano in pijačo za cel dan. No, to je pa gesta čudovita, ne? Je res je, ampak drugače ne gre. No, seveda obiskovalci pa bodo verjetno si kupili, ne? Obiskovalci bodo pa imeli možnost odpreti svojo denarnico in pustiti tam, Kakšen evro. koliko god bodo želeli, kakšen evro. Tako, ne, kajti, če pogledamo Voljne žaro, odlično pivo. No, za koliko ljudi pa je, koliko je to porcij, en taki konkreten vol? Ja, Za vse? Mi smo, bom rekel tako, mi smo v dogovoru z rejcem, bik ima 750 kg žive vage in oziroma vol, ta vol se bo pekel, bom rekel, že v polnoči, fantje začnejo. Seveda. 12 ur nekje rabijo in tu računamo nekje na 380 do 400 porcij. No, tako da bi... Moram pa reči tudi tu, da ta organizacija samega tega vola, ne, je bila največji problem. Kajti, ko smo se nekako odločili, da bomo to pekli, te smo pa začeli razmišljati, kako. Aha. To je treba obračati, ne? To ni problem samo obračanje. Problem je, kako sploh tega vola pripeljati sem. Tu jim moraš imeti posebno postolje, bom rekel, podstavek za to. Ja. In mi smo vsi mislili, to je 4-5 ur, pa je to, ne. Mislili, to bomo sami, ne. Potem smo prišli do zaključka, da to sploh niti približno se ne moremo sami spravljati zraven, kajti potem smo iskali ljudi, po celi Sloveniji smo klicali, kdo je vam, kdo bo in potem na koncu najdemo eno ekipo, ki hodi okrog, ki se prav profesionalno s tem ukvarja, ne. In potem meni gospod pravi, ja, vete, mi pa bomo v polnoči začeli, ko bomo do jutro ob 11 imeli pečeno to, ne. A ja, v polnoči boste začeli, super, ne. Tako da res, potrudili se bomo maksimalno, učimo se zmeraj in verjamem, da nam bo uspelo, če bo nas bo le vreme poslužilo. Kajte tudi, moram reči, da društvo Konjeniško Središče ob Dravi sodelujemo dobro z občino Središče ob Dravi, ki nam bo tudi pomagala. Sodelujemo tudi dobro z lokalnimi mediji, tako z KTV Ormož kot z lokalnim radijom Prlek. In moram reči, da se že sedaj iskreno zahvaljujem, kajti vsi vemo, da brez pomoči lokalne skupnosti in pa lokalnih medijev ne bi šlo. Ja, je vseeno se ponese glas, ne? Malo po svetu. Vsekako se ponese glas, ljudje spremljajo medije in hvala Bogu, da imamo tako dobro sodelovanje. Ja, prej smo bila pri programu 1. maja prireditve, pozabila smo pa omeniti, oziroma jaz sem pozabil. Ko smo začeli prvo prireditev, smo imeli tudi takrat dobro znano tombolo. Ja, tombola bo letos, ne? Tudi letos bo tombola. Aha, to je zanimivo, ja. Na prvi in drugi tomboli smo imeli konja za prvo nagrado. Zadnje dve, tri srečanja smo se pa odločili malo drugače, kajti nekdo dobi konja, ki ga nima kam, pol tečejo solze, se pojavijo določeni problemi in so nas izkušnje naučile, da živih živali več ne bomo poklanjali oziroma jih dajali v nagrade. In letošnjo tombolo so nam omogočili lokalni ponudniki. V prvi vrsti je to drevesnica Bogdan iz Godeninec, pol je tu turistična kmetija Puklavec iz Zasavc in pa Terme Banovci, kar se jim seveda iskreno zahvaljujem. Tako da nagrade so lepe, srečko se v vsakem primeru splačalo kupiti. A to bo prava tista tombola, ko se bojo številke vlekle ali kako? To bo prava tista tombola, kot se spominjamo mi, ker smo že čez 50. Iz gasilske tombole? Tako, ko smo šli, pa smo tam stali, ko so tiste številke vlekli ven, pa ti je ena številka zmanjkala do fičeka, ne? Ja, no to je tista tradicija. To smo mi na prvi prireditvi tudi obudili, kajti nekaj let tega ni bilo, ne? In tudi to mi zdaj peljemo dalje naprej. No, to pomeni, da bodo prav potem tisti listki s številkami zakupiti? Tako, to bodo naša dva člana bodo te listke prodajala, tako je to bilo nekdaj, tam vas bo čakala barvica, kulica in potem bo naša članica, seveda brez nje naše prireditve oziroma naše tombole ne gre, če imamo tam mesara Mančija za dobro hrano, imamo tu Renato, ki bo izpeljala, verjamem, odlično tombolo. Renata Požgan. Tako je, Renata Požgan Bobek. Ona je dobra, ne, za take stvari. Tudi jezik se je dobro vrti. Tako, kajti jaz,
z dosti izkušnjami, z delom z ljudmi, pravim, na vsako mesto postavi svojega človeka in prireditev bo odlično izpeljana. Tako je. Miha, to vam seveda tudi mi želimo, vam osebno kot predsedniku, ki dejansko vlagate veliko energije, pravzaprav skoraj vso svojo energijo, ne? Zdaj v to prireditev. Res gre dosti energije, ampak brez pomoči soproge in hčerke definitivno ne bi bilo to tako uspešno, kot je. Tako da tudi njima hvala lepa. In pa tudi vsem očlanim članom, ki nam bodo pomagali, se nam pridružili in da bomo to prireditev, verjamem, uspešno izpeljali, kako pa hvala lepa tudi vam za povabilo, ker ti menimo, da kar dosti ljudi gleda ta KTV in se mi zdi to kar pomembno in sem tudi ponosen, da sem lahko del te vaše ekipe oziroma te vašega programa danes tu z vami. Tako je. Fino. Miha, hvala lepa torej za sodelovanje. Spoštovane gledalke in gledalci, tako da samo povabiti vas moramo še enkrat in ne pozabite, torej 1. maj lahko preživimo vsi skupaj na Grabah, recimo nekje od 12. ure naprej, kot je povedal Miha, namreč od 10. do 12. ure se bodo zbirali konjeniki in kočijaži, je tako, ne? Gostje pa torej bi lahko ob 12. ne, prej je mogoče celo, ali pa, no? Ne, pridejo, naši neumorni člani bodo pripravljeni, ponudba bo v teku, kot se temu reče, tako da bom rekel, vsi, ki nimate kam za 1. maja, pridite k nam na Grabe, ne bo vam dolg čas. Tako, obetamo si samo še lepo vreme in verjamem, da bo lepo in da bomo prvomajske praznike oziroma prvomajski dan lahko preživeli točno tako, kot je treba. Hvala za pozornost, se vidimo prihodnji ponedeljek. Srečno!